Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Komi sem čakala tale pogovor, Sonja je v naši družbi in glejte, to je to. To je pa zdaj to. Do zdaj, če ste pogledali, če ste prebrali kaj, že veste, da nikoli več v življenju ne greste frizerju, da se boste barvali z klasičnimi barvami ali pa tistimi kupljenimi, ampak da boste uporabili rastline, da boste uporabili rastlinske barve. In če mislite, da vse, kar obstaja, je kana in da je edina opcija, da boste rdeči, se močno motite. Tukaj imamo barvno karto za 100% rastlinska barvila. Uporabili bomo seveda rastline etnobotanike in evo ga, jaz sem si že izbrala in danes boste dobili konkreten, točen recept, kaj, kako, zakaj in na kakšen način lahko to naredite. Zelo se veselim. Hvala, Sonja, da si tukaj. Hvala tebi. To je pogosto mnenje, ne? Se pravi, losi sama rdeča, z rastlinam se barvaš in to je to. Ja, to je nek stereotip, ki kroži med ženskami, ampak v zadnjem času je vse več žensk, ki se ozavesti in ve, da poleg kane obstajajo še druge rastline. Tukaj imava seno, indigo, hibiskus, poleg kane dejansko. In kombinacijo le teh uporabimo, glede na to, kaj hočemo. Na našem planetu so samo tri rastline, ki ustvarijo tak pigment, da mi lahko trajno obarvamo naše lase. To so kana, sena in indigo. Potem imamo pa še dve rastlini, s katerimi niansiramo, in sicer zamlo hladimo barvne tone in s hibiskusom pogrejemo te barvne tone, to se pravi ojačamo. No? In različna kombinacija teh vseh rastlin potem da nešteto možnosti. Ampak iz črnega pa na blond pa ne moreš iti? Ne, žal ne. Rastline ne vsebujejo peroksida, zato ničesar ne uničujejo. In rastline svoj pigment samo prilepijo na naš naravni pigment. Nikakor ga pa ne uničijo. In pigment je esenca naših las in pigment nikakor ne sme biti poškodovan. Vendarle pa sive lase zakrijemo lahko? Ja, to se lepo vidi na meni. A že imaš kakšen gasilčka? Veliko. Zmeraj si lepo, čudovito urejena in zmeraj gledam tvoji lasje so tako mladi. Tudi ti si mladostna v srcu, ampak tvoji lasje so tako mladi. Kdaj si se nazadnje barvala z neko klasično barvo? Ali sploh kdaj? Sem na začetku, ko sem začela siveti, to je 16 let nazaj. In seveda nisem poznala rastlin, ampak tudi nisem poznala poškodovanih las, ker se prej nisem barvala s sintetičnimi barvami in moji lasje so bili zdravi. In ko sem se prvič pobarvala, sem takoj začutila, da je las drugačen. In ko sem se drugič pobarvala, je bil ta las neprepoznaven, ni me več hotel ubogati, ni več stal tako, kot bi mogel stati. Je bil suh, mrtev, ne? In zato sem začela iskati rešitev. In rešitev rastline. In evo, rešitev rastline. Tale barvna karta, evo, bova zdaj še zelo konkretno. Jaz sem recimo svetlo rjava, srednje rjava. Srednje rjava. Srednje rjava, ne? Ja, in bi v bistvu ne bi tukaj spreminjala barve, ampak bi rada okrepila las. In kakšno recepturo bova zdaj naredili, bova kar tukaj pripravili, ne? Tako, tukaj bova pripravili. Za tvojo barvo las, da jo samo malo poživimo, pozlatimo, nič jo ne bomo spreminjale drastično, mogoče kakšen ton samo. Bova uporabile seno, kano, indigo in pa tudi malo amle. In sicer za to dolžino las potrebujemo kar neko blizu 300 gramov
rastlinskih prahov in jih bova tukaj pač zmešali. Se pravi, ene zadeve je treba zmešati prej, pa pustiti. Tako, rastline imajo svojo zakonitost. Vsaka rastlina ima svojo zakonitost, pod katero optimalno iz svojih celic izloči pigment. Sena in pa kana rabita daljši čas. Zato jih naredimo en dan pred barvanjem. Indigo je pa, jaz večkrat rečem, je moški. On je hiter, tako kot vsi moški, in on zelo hitro spusti barvo. Zato ga moramo vedno narediti tik pred barvanjem in ga dodati rastlinam, ki smo jih naredili prejšnji dan. Se pravi, zdaj bova naredili vse razen indigo, indigo bova dali pa na koncu. In to je receptura za to, kar jaz hočem. Za vsakega je pa drugače. Za vsakega je drugače, ker vsak od nas ima svoj unikatni pigment, ne obstajata dva človeka z enakim pigmentom. In meni, jaz kot formularka ali pa formulator receptur, moram to poznati in za vsega posebej narediti recepturo za njegovo željeno barvo las. Se pravi, ta karta je v bistvu neka taka, za neko tako osnovno, a ne? Tako, to je neka orientacija samo, da razbijemo tisti stereotip, da rastline lahko samo rdečo barvo dajo, da je samo kana tista, ki barva lase. Zato, da sploh lahko se začnemo pogovarjati o kakšni drugi recepturi. Ti to tako intuitivno pol, ne, začutiš, se povežeš z rastlinom, kaj točno, ne? Jaz moram začutiti lase, ne, ko pošlatam lase, tako je, lase mi povejo, kaj rabijo. Okej. In ko sem se jaz dotaknila tvojih las. A si se? Ja, prele. To si kar mimogrede naredila, okej. Sem pač začutila, kaj tvoje lasje rabijo. Odlično. Evo, pa zmešava. Zraven si prinesla tole etnobotanika, čudovito leseno žlico in pomembno je, da torej ne s kovino, ne? Ja, rastlinski pigmenti so občutljivi na kovine in lahko spremenijo barvo. Zato za mešanje zmesi vedno uporabljamo pač stekleno, keramično ali pa plastično posodo. Ampak raj ne plastično, če le ne. Boljš ne. In zdaj uporabljamo leseno žlico. Midve bova tukaj v tole posodo dale 100 gramov sene. Se pravi, sena je tudi za tiste, ki so blond, pa bi radi tako malo več sijaja naredili, ne? Ja, tako. Taka lepa zelena je. Zelena je, Človek bi mislil, da zelene lase bolj imela. Veliko žensk je presenečenih, ko vidijo rastline v prahu in potem, ko se naredi zmes. Tukaj imamo pa še kano. Tole je kana. Kana je tudi zelena, ni rdeča. Ni rdeča, ja. Vse je zelen, kot tale posoda. In dodale bova še amlo, da bo pohladila ta rjavi ton, ki bo nastal. Tako da tukaj imava še amlo. Ja. In jo bova dodale. Jaz uporabljam tudi tvoje amlino olje, moram zelo pohvaliti. Super, na lasišče ga dam. In fantastično, pred umivanjem. Zelo dobro za čiščenje lasišča pred umivanjem. Tako, dodava še amlo. Ta je pa malo drugačne barve. Super. Tako. In zdaj bova dodale vodo. Ko dobimo svojo recepturo, rastlinski prah najprej stresemo v posodo in dodamo 3-krat toliko vode. Recimo, če imamo 100 gramov prahu, rastlinskega prahu, dodamo 300 gramov vode. Voda naj bo destilirana ali prekuhana, ne direktno iz pipe.
lahko skuhamo tudi čaj in ga ohladimo, zato da se bakterije, ki so v vodi izpod pipe, v vodovodu, da se ne razmnožijo v tem času, ko bo zmes čakala na barvanje. Super. Dodajeva. Odlično. In to Vidite, bo prah počinjeno. je super, bom rekla, kot moka, ne? Ker je mlet v posebnih mlinih, ki potem odstranijo vse te delce, trde delce pecljev in pa listnih žil, tako da res ostane dobesedno puder. Čist pudrast je, ja. In ko to mažemo na lase, je kot neka čokolada, ne, tekoča čokolada. Odlično. Takole. Se pravi, en dan prej moraš vedeti, kdaj se boš barval. To je dejstvo. Ja, če pa slučajno pride kakšen dogodek vmes naslednji dan in se ne moramo pobarvati, takrat to zmes postavimo v hladilnik in tam nas bo ta zmes počakala še en teden. Še en teden? Ja, tako da velikokrat me kličejo kakšne preplašene mamice, nekaj je prišlo vmes, kakšne govorilne ure nepredvidene ali pač neki zapleti v službi ali pa z otroci in se pač ne morejo pobarvati takrat, ko so to načrtovale in jih je strah, da potem bodo mogle to vrčiti preč, ne? Ampak ni potrebno. Pomembno je, da ta zmes, ki jo bova zdaj zmešale, jo pokrijeva z prozorno folijo, da se ne izsuši in da je 24 ur na sobni temperaturi, da se pigmenti iz celic izločijo. In potem naslednji dan, če se ne moramo pobarvati, tako kot smo načrtovali, to postavimo lepo v hladilnik in tam nas počaka še 7 dni. Super. To je zdaj v redu ali še malo vode? Še majčkeno. Zdaj pa, okej, tole se zverzirana pobarva sama, manj zverzirana jo pa pobarva ena druga, ne? Tako, ja, jo prijateljica, mama, Kot soseda, ponavadi, ne? hči. In koliko časa mora biti zdaj to gor? Je to univerzalno ali je za vsakega drugače? Univerzalno priporočilo je 4 ure na laseh. To se pravi, zmes nanesemo jutri na lase in pustimo delovati 4 ure. Tudi za sive lase je to popolnoma dovolj, prekrije lase. Zakaj 4 ure? Zaradi tega, ker pigment, ko začuti proteine, proteini so, naš las je sestavljen iz proteinov, ne? Te pigmenti začnejo prodirati v las notri in zato, da mi dobimo potem lepo barvo in da se ta barva ne bo spirala, moramo dati tem pigmentom dovolj časa, da pridejo noter v las. In to je nekako po vseh analizah, ki so jih delali strokovnjaki, 4 ure. Da pigment pride v las, ne samo da obarva ovojnico lasu. Če pigment obarva samo ovojnico lasu, potem se pri umivanju spira, a ne? In pač ni to trajna barva, ampak samo kot neka začasen preliv. Ja, to je zelo pomembna stvar. Okej, super. Wow, evo, in to zdaj pokrijemo in pustimo. To pokrijemo s prozorno folijo za živila in pustimo na sobni temperaturi do jutri. Do jutri. Do jutri, ja. Tole, ko sem se pa malo, moram pa umiti, ne? To je pa treba umiti, ja, posebno, če je sena, sama sena, če uporabljamo samo seno, ni problema, ker ne bo pustila na koži odtisa, kanapa. Kaj pa, če je sam narastek treba pobarvati? Če barvamo samo narastek, to je takrat, kadar se že dalj časa barvamo z rastlinskimi barvili in so naši lasje
že pozdravljeni, niso več poškodovani. Takrat barvamo samo narastek in za narastek potrebujemo nekje 60 gramov vsega rastlinskega prahu skupaj. Toliko je dovolj za narastek. Super. Drugače pa sama tehnika barvanja isto kot pri drugih barvah? Enako. Za nanos na lase uporabljamo to silikonsko spatulo. Lase pač razdelimo na preče in po prečah nanašamo potem zmes na lase. Seveda pri tebi bo malo več dela, ker so lasje dolgi in se najprej nanese zmes na narastek, potem se pa z prsti po pramenih nanaša še na ostalo dolžino las in ta pramena se potem zvijejo v svitek na vrhu glave, da imamo neko dober občutek, da nam ne vleče glavo v eno stran, ker vseeno nastane neka teža. Pri dolgih laseh. Ja. Kar malo se posuši tudi v 4 urah, ampak potem je zelo osvobojujoče, ko daš to dol. Ja. Priporočam, da ženske si naredijo iz teh kuhinjskih tekočih brisač 5-centimetrski trak, na ta način, da te brisačke dvakrat prepognejo in si to dajo v ta predel med kožo in lasiščem, potem pa čez prozorno folijo zaživila, in potem se to niti ne bo ven teklo, niti se ne bo izsušilo, ker če se izsuši, je lahko nevarnost, da ne bo lepe barve. Ker če se zmes izsuši, potem se ta proces prodora pigmentov v las ustavi. Napaka. Jaz sem naredila napako, se spomnim nazadnje. Torej folijo čez. Ja, folijo čez. Pa tako lahko kakšna druga opravila med tem časom delate, ne bo nerodno, kadar ne bo začelo ven teči, ker takrat tisto je res nerodno, če se to zgodi. Bolj boste svobodni, več se lahko med tem časom naredi, in ne bo se zmes tudi ne izsušila. Super. Za vse ženske, ki bi dejansko rade, da jim ti določiš njihov pigment, da jim ti rečeš, čutim, vidim, tvoj las rabi to, kam se lahko obrnejo? Lahko se obrnejo na nas, to se pravi name. Etnobotanika.eu? Ja, tako. info@etnobotanika.eu. Je pa pogoj, da pošljejo sliko svojih las, to, kar so ta trenutek. In če so sive in če imajo narastek drugačen, to se pravi naraven las drugačen od tega pobarvanega, potem je zaželeno še slika samega narastka, tako da lahko upoštevam, to se pravi, moram upoštevati njeno naravno barvo las, njeno barvo las sintetičnih barv in njeno željo. In potem tukaj nastane ena kompleksna receptura. In to direkt individualno za to osebo. Ja, tako. Krasno. Vmes smo videli nekaj fotografij, se pravi, to so vse ženske, ki so že dobile svojo recepturo in uresničile svoje želje, brez da bi si poškodovale las in takole uničile svojo tisto primarno frekvenco, čudovito zgleda. In hvala, Sonja, javim, kako bo šlo, oziroma se me boš naslednjič videla, ne? Odlično. Hvala lepa in evo, ženske, ne morem vam bolj povedati, mislim, to je res to, dajmo se ne barvati. Barve naredijo, klasične naredijo tukaj ene škode, dajmo ohraniti svojo vibracijo, dajmo ohraniti to, kar dejansko nam je narava dala in dajmo uporabljati torej rastlinska naravna barvila. Res priporočam in komaj čakam. Tole zame namreč ne bo prvič.